Torej, lepo pozdravljeni v sklopu serije pogovorov z nevladnimi organizacijami, pri čemer je mimogrede današnji prvi od 7 in ki nastaja pod okriljem projekta Koroška demokratična postaja, katerega je namen opolnomočenje v najširšem smislu in ki je podprt s strani programa Active Citizen Fund v Sloveniji, bomo torej gostili in predstavljali različne nevladne organizacije, katerim je skupno, da delujejo torej na nacionalni ravni in pravzaprav, da se ukvarjajo z recimo krepitvijo socialne države ali želijo ustvarjati pravičnejšo družbo, spodbujajo družbeno participacijo. Torej, na nek način bi lahko rekli, torej tematizirajo stvari, ki so nekoliko manj oprijemljive, kot je recimo to jasno ali pri gasilcih ali pri Rdečemu križu in pri podobnih tovrstnih organizacijah. In so zato tudi seveda lahko morda manj razumljive. Torej, tekom teh 7 predstavitev, 7 pogovorov bo v sklopu te ene serije, 7 nevladnih organizacij se bo torej predstavilo, torej tisti, ki delujejo na nacionalni ravni, si bo lahko vsakdo izmed nas pravzaprav ustvaril občutek, neko svoje mnenje, ali so, če so in kakšna je torej vrednost nevladnih organizacij nasploh. Predvsem pri tistih s poudarkom, ki delujejo na nekoliko bolj abstraktnih področjih, seveda mišljeno in rečeno z vso ljubeznijo. Preden torej predstavimo prvo v nizu, je morda pomembno, da povemo, kaj so to nevladne organizacije, morda bom to najlažje povedala, da pač povem, kakšen je njihov namen. Pravzaprav osnovni namen ustanovitve nevladnih organizacij, torej s kratico NVO ali NGO v angleščini Non-Governmental Organizations, torej ni ustvarjanje dobička, temveč povsem nekaj drugega. Ali je to razvoj športa, nudenje pomoči socialno ogroženim ali povezovanje mladih, starejših, varstvo pred nesrečami, zaščita živali, varstvo človekovih pravic, torej vse te teme. In če tudi nevladne organizacije torej izvajajo komercialne storitve na trgu, torej če izvajajo nekaj na osnovi česa lahko dobijo dobiček, morajo ta ustvarjeni dobiček torej nameniti za svojo registrirano dejavnost. Torej ne razdelijo dobička med člane, ne razdelijo ga med upravne organe, ampak torej v nadaljne projekte znotraj dejavnosti, katero upravljajo. Če bi želeli reči recimo pod črto, dobiček nevladnih organizacij je torej izboljšati pogoje na področjih, kjer delujejo. Obstaja pa še ena posebnost, torej nevladne organizacije pa lahko pridobijo tudi status delovanja v javnem interesu. Gre za uradno prepoznavo s strani pristojnega ministrstva, torej da delovanje nevladne organizacije, torej tiste, ki pridobi ta status in katerega moraš mimogrede vsake 2 leti potem ponovno dokazovati, presega zadovoljevanje potreb svojega članstva ter da je njihovo delovanje splošno koristno za celotno družbo. Torej, lahko bi rekli, da so nevladne organizacije v javnem interesu organična in prostovoljna podpora državljanov za delovanje države. Tako, torej uvodoma zdaj vemo, kaj so nevladne organizacije, vemo, kakšen je namen teh naših druženj, torej današnja je prva v nizu, 7-krat se bomo takole družili, 7 nevladnih organizacij predstavljali, torej kot rečeno, prva v nizu, Inštitut 8. marec, katerega bosta predstavljala Mojca Lukan in Grega Vovk, oba dva lepo pozdravljena, člana programskega odbora. Živjo. Torej, sama sem navrgla neko definicijo že v samem štartu, pa vaju sprašujem, torej, kako vidva kot nevladna organizacija, torej vidita svojo pozicijo znotraj te definicije, ne nazadnje tudi znotraj te neke slovenske ureditve. Najprej hvala za vabilo. Midva z Gregatom so oba dva zelo vesela, da smo lahko spet tukaj pri vas. Inštitut 8. marec je po definiciji in uradno nevladna organizacija, ampak jaz osebno jo dojemam veliko bolj kot eno skupino prijateljev, ki verjame v to, da je boljši in pravičnejši svet možen. Temu je najbrž tako zaradi tega, kako je inštitut nastal, kako sem se tudi pridružila temu. Jaz sem že kar dolg časa zraven, skoraj čisto od začetka, mislim, da je zdaj to tako 7 let nekje bi rekla, in takrat v bistvu noben ni vedel, da obstaja Inštitut 8. marec, da obstaja ta nevladna organizacija, ampak mi smo se dobivali par prijateljic, večinoma smo bile punce, ampak ne samo punce, nikoli, smo se dobivali in smo se pogovarjali, kaj je tisto, kar nas moti v družbi, kaj so naše skupne skrbi in v bistvu so bile to tako, smo se dobili recimo pri Niki doma največkrat in klepetali o tem, kaj bi lahko naredili. Tako da to je bilo, sicer je bila nevladna organizacija tudi takrat že uradno, ampak zelo nekaj tazga neformalnega in povezovali so nas neke skupne
skupne vrednote. Tisto, kar nas je že od začetka zelo povezovalo, so bile neke teme, ki so se prepletale okrog spola, se pravi pravica do splava, ostale reproduktivne pravice, intimno partnersko nasilje, potem spolno nadlegovanje, nasilje in tako naprej. Od tukaj tudi ime Inštitut 8. marec kot dan žensk. In tudi naša prva kampanja, prva stvar, s katero smo se tako celostno ukvarjali, je bila v bistvu kampanja Jaz tudi, kjer smo zbirali anonimna pričevanja spolnega nadlegovanja in nasilja. Tako da jaz v bistvu vidim to nevladno organizacijo še danes, čeprav se je zelo spremenila od takrat, povečalo se je to, koliko je velika ta skupina prijateljev, pa koliko je v bistvu se razširila ta skupnost tudi ven. Tako da ta skupnost je pa tudi ena stvar, ki se mi zdi, da nas zelo povezuje že od samega začetka. Skupnost je prostor, kjer najdemo probleme, ki nas zanimajo, pa hkrati je tudi vir rešitve. Brez te skupnosti niti ene stvari, ki smo jo zdaj naredili, ne bi mogli narediti. Tako da se vedno vračamo in obračamo k njej in nismo nič brez tega že od samega začetka. Konkretni primer je morda čisto na začetku, zato da si lahko ustvarimo torej neko sliko področij, kjer delujete, torej kaj je pravzaprav nekaj tistega, kar mislite, da vas na nek način torej tudi definira kot nevladno organizacijo? To je v bistvu več področij delovanja. Eno je zelo povezano s tem, kar sem do zdaj rekla, kaj so primarne teme tega, kaj nas zanima. Se pravi, reproduktivne pravice, nasilje, splav in na to so večinoma vezani neki dolgoročni projekti, dolgoročna prizadevanja. Recimo, že leta se trudimo zbrati vse informacije o tem, kako poteka splav, kakšne pravice pripadajo osebi, ki se za to odloči in tako naprej, ker smo ugotovili, da nikjer niso dostopne te informacije. Nekdo, ki se odloči, recimo, da bo opravljal splav, je samo potisnen v ta, a ne pride tja in se mu stvari zgodijo. Ni enega mesta ali pa ene osebe, kjer bi lahko vprašal, kaj vse te čaka, kakšne so možnosti in tako naprej. Smo tudi postavili spletno stran, kjer je vse to dostopno. Naredili smo zbornik, v katerem sprašujemo tudi vse stranke, ki zdaj sedijo v Državnem zboru, kakšna so njihova stališča o tem, kaj bojo zagotovili in tako naprej. To so ene stvari, ki jih nikoli ne izklopimo. To ni nekaj, kar opraviš in greš naprej, ampak smo vedno pozorni na to, tudi če zadeva ene stvari, ki jih že imamo, ene pravice, ki so priborjene, smo skozi pozorni na to, a nam jih kdo bo mogoče hotel vzeti, ker se to skozi dogaja, včasih po nesreč, včasih zelo namerno in sistematično. Tako da to je en del našega delovanja, drug pa se mi zdi, da če bi tako probala čim bolj strnjeno povedati, da je pa neko odzivanje na aktualne družbene probleme, kjer pa potem skočimo takrat, ko mislimo, da je treba. To pa pol zajema zelo velikega dela, tudi recimo tudi na enih področjih, ki jih ne poznamo tako dobro, pa se izobražujemo. Recimo ena tak primer je bila kampanja vodnega referenduma. Takrat smo delali na okoljski temi. Vsebina je bila nekaj, kjer smo se vedno ozrli nekomu, ki je vedel več, kot mi. Ostalo pa je potem to delo, ki zajema tudi veliko terenskega dela, ker enostavno ne moreš na neki točki delovati samo v Ljubljani, tudi ker mi živimo vsi v Ljubljani, ne gre. Veliko je enih interesov in problemov, ki v bistvu zadevajo celo Slovenijo, in tudi ta skupnost, o kateri sem prej govorila, ne more biti samo eno mesto. Enostavno ne deluje, tako da je veliko našega dela je terenskega, to nam najbolj pomeni, se mi zdi, od vsega nam to najbolj pomeni. In pa še veliko drugih stvari, ki pridejo zraven takih kampanj, ampak se mi zdi, da imamo vedno še malo prostora pri tem, kar delamo, zato da če se slučajno zgodi kaj res groznega, da lahko skočimo in pol damo za eno obdobje vse v svoj fokus temu. Tako da ne vem, če je bilo to razumljivo, kaj vse zajema naš področje delovanja, ampak če ne, pa lahko kakšno pod vprašanje. Grega, morda kako malenkost? Ne, samo recimo jaz sem se v eni izmed takih odzivanj oziroma kampanj, kjer je inštitut skočil v zadnjem času priključil.
tako da jaz sem eden izmed novejših članov, ampak zdaj smo se borili za to, da bi standarde za sosežig odpadkov izenačili s tistimi, ki veljajo za sežig odpadkov, na kar nas je pač opozorilo, mislim, iz večjih koncev smo te zgodbe začeli zaznavati že prej, ker smo se v bistvu borili oziroma se je inštitut boril za vodovod v Anhovem, no, in se je potem to novo zgodbo razvil, tako da to je bila ena izmed takih. No. Mogoče se malo napletem, pa vrnem nazaj na prvo vprašanje, ki ga delno nismo odgovorili. Torej, ves čas je očitno, da nekako ste tudi v stiku z neko zakonodajo, da je potrebno poznavanje, torej splošno tudi zakonodaje. Torej, se vračam nazaj na to vprašanje, morda ga malo razširim. Kako torej sebe kot nevladno organizacijo torej vidite znotraj te slovenske zakonodaje, torej ali je nevladna organizacija, ali je prednost biti nevladna organizacija pri določenih akcijah, ali je to nasplošno, kakšna je torej ta vaša pozicija znotraj tega vidika? Mislim, za nas je to, da smo lahko nevladna organizacija, nam omogoča svobodo delati to, kar verjamemo in si prizadevati za vrednote, v katere verjamemo. To je pač super stvar in super demokratični mehanizem, ki nam je omogočen in si ga želimo posluževati tudi naprej. Ne vem, upam, da to odgovori, ampak to, kar si pa omenila z zakonodajo, je pa v bistvu ko poslušaš skupnost, ko poslušaš zgodbe, lahko velikokrat vidiš, da je v njih prisotno nekaj, kar kaže na sistemski problem. Da niso to zgodbe enega človeka, da se vzorci ponavljajo, da veliko ljudi govori o isti izkušnji, recimo pri kampanji Studi. Vedno je bil napadalec spolnega nasilja, nadlegovanja na poziciji moči, nikoli ni šlo za enakovredne odnose. Se pravi, ali je bil to zdravnik, pacient, kakršnokoli, a ne nadredno. In potem, ko razbereš neke sistemske stvari, vidiš, da lahko jih potem tudi sistemsko omejiš ali pa kaznuješ ali pa kakorkoli. In iz tega potem smo naredili analizo in predlagali zakona. Ne? Tako da nikoli se mi zdi, da ne prijemo takoj z zakonom, ampak da vidimo o nekih problemih, ki se pojavljajo, potegniti vzporednice med zgodbami, videti, kaj je problem, govoriti z drugimi, ki vejo pač veliko o temu, se bo še Grega pol tudi povedal, kako zbiramo te teme, ampak ja, in potem delujemo tudi tako, da spreminjamo zakone, ampak to nikoli ni bil primarni plan. Ampak v bistvu to, da smo nevladna organizacija, nam omogoča, da to sploh počnemo. Ne? Tako da v bistvu to je dejansko. Ja. Torej naredite analize, ko imate neko temo, kako pa nasplošno ugotovite, kaj je torej tema, kako nagovarjate torej vse te teme, ki jih pač nagovarjate? No, se pravi, jaz sem sicer bolj aktiven v inštitutu šele v zadnjem času, ampak mislim, da je princip ves čas ostal enak. In sicer gre, da se v prvi vrsti posluša zgodbe, ki prihajajo od ljudi, ki nam pišejo, bodisi, ki pridejo iz drugih koncev. Obenem se tudi mi trudimo opazovati našo okolico, kaj se nam zdi največja težava, ne? Se pogovarjamo med sabo, kaj bi bilo treba narediti. In ko zaznamo en tak problem, se v bistvu ponavadi najprej obrnemo na stroko oziroma na ljudi, ki o tem vejo več od nas. Ker mi smo praktično s toliko različnih področji, da si ne moramo reči, da smo strokovnjaki za nekaj, zlasti pa nismo strokovnjaki za vse. In šele potem, ko nekako to uskladimo, oblikujemo en način, kako bi se odzvali na neko težavo. Zdaj bodisi, da je to neki dolgoročnejši projekt, ki mogoče vključuje bolj pričevanja, anonimne zgodbe in tako, bodisi bi šli v kampanjo, ki bomo zdaj poskušali, ne vem, kakšne pravnike kontaktirati, kako bi se dal zakonodajo spremeniti, da bi nek problem rešili. Tako da v bistvu je lahko v več smeri. Tako da tudi direktno pravzaprav je možnost nekega nagovarjanja problema, tudi ko jih sami opazite oziroma ko ljudje kontaktirajo. Kako pa bi odgovarjala s posameznikom, ki menijo, da se stran vržen denar, da imamo javne organe torej za upravljanje tovrstnega dela, oziroma zakaj je pomembno podpreti nevladnike? No, kot veste, Inštitut 8. marec ne prejema državnega denarja, davkoplačevalskega, kakorkoli rečemo, niti na občinski ravni. Mogoče se slabo izrazila, bolj kot neka floskola, no? Vsaka stvar, tudi če samo prostor, da je stran vržen denar, no? V tem širšem, pravzaprav nekem te očitki so v bistvu prisotni, tako da je fajn, da o tem govorimo. No?
Zdaj, naš pristop je tak, da to in se tudi na razpise ne prijavljamo v Sloveniji in se ne bomo v prihodnje, čisto zato, ker si želimo ostati neodvisni od oblasti, ne glede na to, ali je leva, ali je desna, katerakoli je, vedno pač bomo v neki te kritični vlogi in enostavno ne bi imeli te svobode, če bi bili odvisni od tega financiranja od države. A ne. Po drugi strani se mi zdi pa izjemno pomembno, da država, prej smo to omenili, da je to v bistvu en demokratični mehanizem, da se ljudje lahko povežejo v nevladno organizacijo, pridobijo sredstva na nekem razpisu in v bistvu izboljšajo svojo skupnost in naredijo bolj odporno na vse možne težave, kajti pravzaprav ta civilna družba, o kateri govorimo, ali pa tudi kakšne nevladne organizacije, ki so manj znane, ali pa ene so zelo znane, so pravzaprav najpomembnejši socialni korektiv tam, kjer država zataji, tam, kjer država ne uspe s svojimi servisi in organi reševati vsakodnevnih težav ljudi, tam vstopijo nevladne organizacije. Imamo, naprimer, čisto konkretno Društvo za nenasilno komunikacijo, SOS telefon. To so vrhunske ekipe, ki vsak dan sprejemajo klice ljudi, ki so v stiski. Imamo recimo ZPM Moste Polje, zdaj za prijatelj mladine Moste Polje s svojim botrstvom, to vsi poznamo, mislim, čudoviti ljudje, res, ampak naslavljajo pa in soočajo se in rešujejo v bistvu probleme, ki po mnenju vseh verjetno bi jih morala država za njih poskrbeti, ampak pač enostavno tudi država ne more vseh težav rešiti in tukaj vstopijo nevladne organizacije, tako da zato se nam zdi še toliko bolj pomembno, da imamo to možnost. Ali pa recimo Rdeči križ, da dobesedno paket hrane družini, ki opozarja na to, da dajo vedno več družinam, ki so zaposleni. To je po mojem to konkretno dejanje, kot gašenje požara. Mislim, spektr, tako kot je Grega rekel, stvari, ki jih nevladne organizacije upravljajo, je ogromen. Tako da sploh se mi zdi, da si noben od nas ne more predstavljati, kako bi bila družba brez tega. Krčenje prostora za delovanje civilne družbe opažate in če ga, seveda, kako se nanj odzivate? Mislim, jaz naj bi rekla, da opažamo krčenje tega prostora zaradi tega, ker ta prostor sploh nikoli ni do konca izborjen. Vedno je v bistvu v naravi vsake oblasti, da ji ni všeč kritična misel, ampak počne svoje stvari, počne stvari, zaradi katerih se ohranja na oblasti. Tako da mislim, da je v bistvu ta prostor za kritično misel treba gojiti, goji se pa lahko samo čez prakso. Zaradi tega v bistvu vsaka najmanjša stvar, kot je ta dogodek in vse podobno, pač odpira ta prostor. In vsak dan posebej je tak nov dan, ki si moramo izboriti ta prostor. Ja. Malo ste si že nekako začela z odgovorom oziroma z mislijo na naslednje vprašanje, torej kako ocenjujete prispevek aktivnosti in projektov, torej, ki ponujajo občanom pravzaprav nek redni javni diskurs. Malo si že začela, ampak vendarle se mi zdi to eden od pomembnejših vprašanj. Tako da... Ja, v bistvu nam se zdi, da vsak prostor, vsak projekt, vsaka aktivnost, ki omogoča občanom oziroma neki skupnosti, da se preko bodi si nevladnih organizacij, bodi kakšnih dogodkov, nekaj razlika, kot imamo danes tukaj, povezuje, udejstvuje, širi ideje in tako naprej, je močnejša skupnost. In zdaj govorimo od demokratične kulture do čist enega sobivanja v nekem kraju, da je vsem ljudem prijetno. Pač mi smo, kjerkoli smo šli po terenu, smo vedno videli, da tam, kjer so prostori, kjer so možnosti, kjer so dogodki, tam so tudi društva, tam so tudi ekipe, tam imamo tudi prostovoljce, ki so sicer dejavni v nekem, ne vem, lahko je športno društvo, lahko je upokojensko društvo, ampak oni so enostavno aktivni, pripravljeni se odzivati in oni se tudi odzovejo na naš nekako prošnjo za pomoč, ki mi rečemo, v vašem kraju pa bi rabili nekoga, ki bi nam pomagal zbirati podporo za ta predlog zakona in so rekli, ja, mi bomo pa pač to podpora. Pa imajo, to so ljudje, ki imajo tudi druge obveznosti, ampak enostavno te skupnosti so močne.
Današujoč, pravzaprav sem začela s tem vprašanjem zato, ker me zanima tudi, kaj rečete na našo idejo, ki se je torej razvila tekom tega večletnega izvajanja projekta Koroška demokratična postaja in kamor, kot sem rekla na začetku, sodijo tudi ti naši pogovori, da bi torej to vrstne aktivnosti, ki prispevajo k opolnomočenju občana v najširšem smislu, torej neki redni javni diskurzi, aktualnih družbeno-političnih tem, potem pomoč pri individualnih stiskah državljanov v okviru nekega osnovnega delovanja oziroma splošnega premikanja sploh v nekem sistemu oziroma neki obstoječi politični ureditvi, postale torej del izobraževalne infrastrukture vsake občine, kot recimo neki kulturni domovi, da si lažje predstavljamo, ki so pozicionirani po celotni državi. In morda lahko tle še povem, da celotna ideja sloni na dejstvu, da je Slovenija torej mlada država, sploh iz vidika ostalih demokratičnih družb, kar pomeni, da pri nas torej ni neke demokratične tradicije, na katero bi se lahko torej naslonili. Hkrati pa je bil tudi prehod iz enega v drug sistem, torej v demokracijo, zgodovinsko gledano tako hiter, da se je pravzaprav samodejno se je težko razvije neka politična kultura, no? Ki pa je ne nazadnje predpogoj torej za samo udejanjanje demokracije. In kot vemo, zgolj neke institucionalne spremembe seveda ne pomenijo avtomatično tudi sprememb v navadah in v vrednotah ljudi. Torej, in na osnovi tega, če nimamo razvite niti politične kulture, niti neke demokratične tradicije, oziroma če stvari nimamo torej prevzgojene ali indoktrinirane, ali če nimamo naprej pripravljenih vzorcev, kako se odzovemo do določene spremembe, govorimo ne nazadnje le o nekem konceptu. No, je torej in participacija in vse to, kar torej koncept demokracije kot tak, torej zgolj koncept. In na osnovi tega me torej zanima, kako ocenjujete, da bi se recimo, da bi imela vsaka občina eno tovrstno točko, ki bi lahko imenovali kot podpora razvoju neke politične kulture v najširšem smislu besede, no, politične kulture. Super, nam se zdi to vsem super. V bistvu je to prakticiranje demokracije, širjenje tega prostora, ki si prej tudi vprašala za kritično misel. Velikrat tudi ne vemo ljudje, kaj vse nam v bistvu neka ta demokratična ureditev, ki jo trenutno imamo, sploh omogoča. Mi smo še vedno presenečeni, kaj vse so naše možnosti. Se mi pa zdi pri takem projektu, da bi bilo zelo dobro, da bi tudi občina na to gledala kot na en način, kako skupnost funkcionira. Ne samo nekaj, kar je za zraven, nekaj, kar daš tam en prostor in potem odkljukaš in pozabiš, ampak da bi se šlo res za neko skupnost in samoumevnost tega, da je to del tega, kako funkcionira lokalno skupnost, prebivalstvo skupaj z občino. Ne, tako mogoče za primer, tako kot imamo v šoli, pa se nam zdi čisto samoumevno. Svet staršev ni krožek staršev, ki ga daš za šank ali pa v en lepši prostor, ampak je integralen del tega, kako šola deluje. Svet staršev ima svoj glas, in tako naprej. In da bi se na ta način vključevali lokalno prebivalstvo v lokalno politiko, se nam zdi, da bi bilo nekaj, kar bi bilo v tem primeru zelo lepo, da bi tudi občine sprejele tak pristop k temu. Kaj je za predati, Grega? Ne, v bistvu se mi zdi, da pač večja, ko je sodelovanje, višja, ko je participacija na vseh nivojih, ne, delovanja, pač bolj, ko je skupnost povezana, nekako meni se zdi, da je samoumevno, da bo tudi družba počasi postopno pravična. Še zadnje vprašanje pred koncem tega prvega dela za sklopu videoposnetka. Torej, zdaj bi vama pravzaprav predala besedo, da izkoristite stvari, teme, pač, ki jih kot nevladna organizacija torej opažate, da so ali premalo izpostavljene ali kakorkoli pomembne torej vašemu inštitutu 8. marcu. Ja. 8. marec. Zdaj v tem trenutku bi dve temi izpostavila. Se mi zdi, da ena zelo pomembna tema, ki je sicer malo v medijih, ampak tudi ne, se mi zdi, da je zelo spregledana v svojih razsežnostih, so socialni rezi, ki se zdaj trenutno dogajajo. Zaradi tega, ker ljudje zelo težko živijo, vedno težje zaradi draginje. Vse nevladne organizacije, v katerih smo jih tudi par prej omenili, pa se ukvarjajo z neposredno pomočjo ljudem, to opozarjajo že od konca korone naprej in skozi se zaostruje situacija. Vemo, da se bo še bolj zaostrovala ta situacija. Vemo, da imamo zelo visoko inflacijo v Sloveniji, eno izmed največjih od evropskih držav. In vlada trenutno ne počne nič, da bi to situacijo rešila. Kaj pa
počne, je pa to, da so se odločili, da ne bojo določenih socialnih transferjev uskladili z inflacijo, recimo, ker je to po zakonu sicer obvezno, da se počne, pokojnine recimo bodo uskladili, socialnih transferjev pa ne. To v praksi pomeni to, da bodo tisti, ki so najbolj šibki, v bistvu bili tisto področje, na katerih bo naša oblast prinašala noter denar, ki ga rabi za sanacijo poplav. Logično je, da se ta denar rabi, ni pa logično, da se odločiš, da boš šparil na mami samohranilki, ki je zaposlena. Ni logično, da boš šparil na dijaku, ki ima državno štipendijo. In tudi zneski, koliko manj, ne recimo dijak, ki dobi državne štipendije, približne številke, govorimo okrog 130 evrov, bo zaradi tega, ker ne bo usklajeno z inflacijo, dobil vsak mesec približno 10 evrov manj. Potem pa še vedno, če imamo zdaj situacijo, kjer imamo načeloma vsi enake možnosti v izobraževanju, pa potem še vedno, ko delajo analize strukture na faksu, kdo konča univerzitetni študij, se pokaže, da tisti najrevnejši ga ne zaključijo načeloma. Je to zdaj nekaj, kar se pomika še v bolj zgodno fazo. Mislim, to vse bo imel posledice. Tako da absolutno je to ena tema, o kateri se premalo govori. Jemlje se recimo tudi konkretno invalidom prve stopnje. To, mislim, s tem, ko se ne uskladi, oni vsak mesec dobijo toliko in toliko manj denarja. To se nam recimo zdi grozen, to se nam zdi povsem nesprejemljivo in nekaj, na kar bomo tudi še zdaj probali čim več opozarjati. Upam, da bi tudi vlada kaj samo o tem povedala, recimo jutri, ko je dan revščine, bi bilo lepo slišati kakšne pripoznanje težkih situacij ljudi in zaveze za naprej. Druga tema je pa Anhovo. To je pa v bistvu tema, ki je, kot je Grega prej rekel, v bistvu naša zadnja kampanja, ko smo zbirali zdaj podpise za to, da se lahko vloži zakon v obravnavo v Državnem zboru. In ta zakon v bistvu predlaga, da se omejijo izpusti sosežigalnic, se pravi njih tovarn, ki sežigajo smeti, ampak je to njihova sekundarna dejavnost, ne primarna, da se izenači, koliko lahko spustijo izpustov škodljivih v zrak s tem, koliko jih lahko sežigalnice, se pravi tiste tovarne, ki samo sežigajo. Ker zdaj lahko veliko več skurijo sosežigalnice in ne vemo, kakšen je razlog za to, zakaj pač samo nimajo istih okoljskih standardov, vemo pa, kakšne ima to posledice za življenje. In konkretno tukaj en razlog, zakaj smo se odločili za to kampanjo, so bili ljudje v Anhovem, kjer živijo zraven tovarne Salonit Anhovo, in ta tovarna stoji že več kot 100 let in oni so imeli najprej pred par desetletji hude probleme zaradi azbesta, kjer so dobesedno umirali eden za drugim od tega, koliko škodljivo je to. Potem je končno tovarna to priznala, so nehali proizvajati, zdaj pa pač kurijo ekscesno velike količine smeti in pravzaprav noben temu ne prisluhne. In ne prisluhne že dolga leta, vsi zdravniki opozarjajo, da so tam v zraku prisotne najhujše kancerogene snovi, kar je možno. Lokalna zdravnica opozarja na to, da imajo praktično vsi raka, da je nevarno za majhne otroke. Skratka, pač res je grozovita situacija, s katero se oni borijo že leta in leta. Zdaj se mi borimo skupaj z njimi, zaradi tega, ker so obupani prišli do nas, da rabijo pomoč. Obupani so prišli do nas z zgodbami, kako je pri njih najbolj normalna stvar, da hodiš na pokopališče, kjer govorijo zgodbe, da niti enega ni, ki mu ne bi bližnjik, prijatelj, znan, sosed, nekdo umrl od tega. In enostavno zelo se mi zdi čuden, da živimo v državi, kjer en delež prebivalstva živi tako, mi pa že leta in leta nič ne naredimo. To niso stvari, ki so se zdaj izvedle, to so stvari, ki jih vemo že dolgo. Tudi če poznate ta dokumentarc o žrelu kapitala, tam vse lepo pove, pa je to dokumentarc par let nazaj. Mislim, skratka, zdaj pa s tem zakonom pa želimo, da se omeji količina izpustov. To sploh niso neke napredne okoljske stvari, da ne bo pomote. To je samo zamejevanje tistega najhujšega. Pa hkrati, če bo to sprejeto, je
to pomeni tudi varnost za vse ostale ljudi, ker to pomeni, da nikjer se ne bo na novo mogla ta praksa vzpostaviti. Pa še to mogoče samo za občutek, to je podjetje, ki je v tuji lasti, to je podjetje, ki od tujcev kupuje smeti, zato da jih za dobiček skuri tukaj. Zakaj to delajo? V Avstriji ne morejo tega delati, mi kupujemo avstrijske smeti, ker imajo višje okoljske standarde. Tako da ja, to je absolutno ena tema in to, kar nas pa recimo zelo pretresa v inštitutu, ki se s tem ukvarjamo, je pa, da še vedno ob vsem tem poslušamo od določenih političnih strank, da je treba zaščititi tudi kapital. Kapital tukaj, po mojem mnenju, je zaščiten že s tem, da noben ne pričakuje, da se bo tovarna zaprla. Noben ne postavlja takih okoljskih standardov, da oni ne bi mogli delati dobička. Samo še v enačbo bi radi dali to, da obstajajo tudi ljudje, ki tam živijo, ki tam umirajo, pa absolutno vpliva tudi na drugo okolico. Predvsem na bližnjo, ampak v resnici pa tudi na vse nas. Če nam kdaj prinese saharski pesek, nam prinese tudi iz Anhova izpuste. To je dejstvo. In nas preseneča, da ni to ena stvar, za katero bi se tudi politiki bolj enoznačno opredelili. Tako. Ja, prvo ta zgodba o Anhovem je taka tipična zgodba, kako moramo nevladne organizacije, civilna družba, kakorkoli, za take majhne premike delati ogromne korake, potem pa za en tak mil ukrep, kakor je ta izenačitev standardov, moramo v bistvu se soočati z nekimi protiargumenti strani gospodarske zbornice, lobističnih obiskov od Salonita in tako naprej, da potem pač pri politikih slišimo, ja, moramo tudi drugo stran poslušati, tako treba je skrbeti za to. Enostavno tle gre za življenje ljudi, za zdravje in ta vodja, oziroma mislim, da je predsednik društva Eko Anhovo in Dolina Soče, ki so bili eni prvih, ki so se začeli s tem ukvarjati, mislim, da je povedal en stavek, oziroma je takole rekel, ki se mi zdi, da zelo dobro povzame zadevo. Je rekel, zdrav človek ima 1000 želja, bolan človek ima samo eno, biti zdrav. In tukaj lahko zaključimo. Klemen, vsi protiargumenti kapitala propadejo. Še morda tak razmislek za konec, torej zakaj so potrebni torej za konec tega prvega dela, torej zakaj podpreti nevladne organizacije, zakaj so nevladne organizacije pomembne kot zaključna misel? Moja zaključna misel bi bila to, kar je Grega prej izpostavil, da nevladne organizacije so eden od ključnih korektivov krivic družbenih, socialnih in mislim, da jih na tak ali drugačen način v resnici vsi podpiramo. Zelo veliko solidarnosti se pokaže v Sloveniji, v konkretnih primerih, veliko denarja se zbere, ne samo za poplave, ampak tudi za posamezne socialne stiske. Nevladne organizacije so pa tiste, ki to držijo po koncu. Mislim pa, da bi bila ta solidarnostna praksa pri nas vzpostavljena tudi, če bi nevladne organizacije ukinili, pa jih ne bodo seveda, ampak če bi jih, zaradi tega, ker ideja živi v ljudeh in ideja v pravičnejšem svetu nikoli ne bo umrla. Hvala lepa, Mojca Lukan, Grega Volk, hvala seveda za pozornost.